Dobrodošli spet v Ambientih. Kaj imata skupnega les in modrost? Med sprehodom po knjižnici Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru boste hitro ugotovili, da se ta dva elementa odlično dopolnjujeta in uporabnikom pričarata ambient, kakršnega bi z veseljem imeli tudi doma. V knjižnici je molk sicer zlato, ampak pri projektu kot je tale je treba glasno izpostaviti, kako je nastal ter kateri je tisti čarobni material, ki je tako harmonično povezal prostore, knjige, študente in zaposlene. Gospa dekanica, tale vaša nova knjižnica je res zelo prijeten ambient. Za kako velik poseg je šlo? Zgolj za prenovo ali za kaj večjega? Ta naša knjižnica je prenovljena in hkrati tudi dograjena, in sicer na nekdanjem prostoru dvorišča Fakultete za zdravstvene vede. Nekako se je izkazala seveda potreba po povečanju knjižnice, glede na povečano število vpisanih študentov. Za sam projekt gre seveda zasluga bivši dekanici, profesor dr. Majdi Panjkihar, ki je seveda prepoznala to potrebo po povečanju fakultete in tako smo danes seveda ponosni na naš prostor povečane knjižnice, ki je sodobno opremljen in pa predstavlja prijeten prostor za študente. To se pravi, da seveda se lahko tukaj učijo, izvajajo raziskovalno delo in seveda tudi družijo. Kaj je botrovalo odločitvi, da bo prevladujoči element te knjižnice ravno les? Zelo pomembno je seveda, tako da rečemo, zdravo okolje, v katerem se nahajamo, bivamo. In zagotovo je leseni prostor eden izmed njih, kar ima pomemben element. Glede na samo ime Fakultete za zdravstvene vede se seveda tudi zavedamo pomena skrbi za zdravje. Materiali, ki jih uporabljamo za gradnjo in opremo prostorov, v katerih delamo in bivamo, vplivajo na naše psihično, čustveno in telesno stanje. Kakšen učinek ima pri tem les? Sam les nam lahko z barvo, konstrukcijo in tudi vonjem pozitivno vpliva na naše počutje, psihološko nas tudi pomirja in hkrati nam zagotavlja neko prijetno bivanje. Hkrati, kot ugotavljajo, les regulira vlažnost zraka v samem prostoru, prijetno diši, kar nas tudi običajno sprošča, se v njem prijetno počutimo. Raziskave kažejo, da leseno bivalno okolje se povezuje tako z zmanjšanjem samega stresa in pa tudi prispeva k boljšemu učenju. In zdaj to lahko vi in vaši študenti tudi iz prve roke potrdite, a ne? Ja, sicer verjetno lažje študentje, zagotovo pa mi tudi z njihovimi, bom rekla, znanjem, ki ga pridobijo in pa z ocenami. Prenovljena knjižnica, ki so jo odprli leta 2022, se je s 100 povečala na skupnih 290 kvadratnih metrov. Ob vstopu vanjo je najprej prostor za izposojo in prodajo knjižnega gradiva. Desno najdemo udobne čitalniške niše s prijetno stropno svetlobo, v osrednjem delu pa so velike delovne mize z računalniki in navdihujočimi svetili. Tam je mogoče delati stoje ali polsede. Nekoliko dalje sta še dve veliki konferenčni mizi s stoli. Levo od stopnišča je razgiban prostor za sproščeno individualno ali skupinsko delo. Knjižnica se nadaljuje še nadstropje višje, kamor vodijo elegantne lesene stopnice. David, z zasnovo tega prizidka ste se odmaknili od konvencionalnih smeri, ki jih zaznavamo pri knjižnicah. Kakšen pristop ste tu ubrali, da ste dosegli to svežino in udobje? Knjižnica je neke vrste srce fakultete in je neko ugnezden ambient, v katerem pač smo skušali za uporabnike ustvariti res en topel prostor, kjer lahko les ne samo vidno zaznaš, ampak se ga lahko dotakneš, lahko to teksturo, toplino, nekako haptično zaznaš. In ravno z namenom, ker študenti te fakultete bodo v prihodnje in tudi danes že bodo svoje poklicno usposabljanje izvajali v sterilnih, antiseptičnih okoljih, ki je čisti kontrapunkt temu toplemu ambientu in smo hoteli to nasprotje nekako še poudariti skozi koncept. Katera vrsta lesa je tukaj uporabljena za gradnjo? Uporabljena je mikrolaminirana bukev. Mikrolaminiran pomeni, da je v tankih plasteh bukvinih listov je laminiran nosilec, ki premošča konstrukcijo v razponu 16 metrov, kar je 2,5 krat
boljša lastnost kot sicer lepljenega nosilca in je pravzaprav prvič uporabljen v takšni obliki pri nas. Lesena konstrukcija je na zunanji strani zaščitena z aluminijastimi pokrivnimi letvami. Dodatno presenečenje pa je, da na oknih knjižnice ni senčil. Za zaščito knjižnega gradiva pred pregrevanjem so uporabili kaljeno steklo s posebnim premazom, ki učinkovito preprečuje vdor UV žarkov. Na koncu na uporabnost zelo vpliva tudi oprema. Kako ste oblikovali notranjost? Torej, pri opremljanju ambienta vsi vemo, da smo nekako to kolekcijo knjig na policah skušali ustvariti kot neko kuliso, ki tvori prostor in členi posamezne ambiente, v katere lahko zahajaš kot neke mikroprostore. Smo se pa predvsem posvečali različnim načinom sedenja. Se pravi, ni zgolj konvencionalno sedenje na delovnem stolu, ampak gre za oblike visokega sedenja, se pravi na barskih stolih, progresivnega sedenja na delovnih stolih, pa vse do nekih počivalnikov in nenazadnje tudi do možnosti, kjer se lahko uporabnik uleže in tudi v polležečem položaju čita knjigo, gradivo in na ta način z temi različnimi ergonomijami sedenja popestrimo izkušnjo in možnost te socializacije in druženja študentov. Benjamin, kaj se je za vas in za študente spremenilo, odkar imate tole lepo novo knjižnico? Za nas kot študenta in tudi za študentski svet se je spremenilo marsikaj. Predvsem smo pridobili dodaten ogromen prostor, v katerem študenti ne samo, da se izobražujemo za naš poklic, ampak lahko tudi preživljamo prosti čas, prav tako se lahko družimo z svojimi kolegi, z študenti, ter imamo tudi čas za nek odmik, da se lahko v miru učimo, da več ne posedamo po hodniku, ter imamo tudi neko možnost, da se lahko v skupinah pripravljamo tudi za, na primer, seminarska dela oziroma tiste individualne priprave, ki jih ima vsak študent. Kako pa vi čutite vpliv takega prijetnega, toplega ambienta? Predvsem ta les in že ta dizajn daje to toplino, že neko domačnost. In prav tako pa, tako kot sem sam poimenoval, da to našo knjižnico vidim kot čebelji panj, da se odraža predvsem v študentih, tako kot so čebele pridne in delovne ter marljive, te vrline imajo tudi naši študenti.